Štajerski derbi s Celjem je tokrat sovpadel s 35. rojstnim dnem našega kapetana, ki pa za rojstni dan ni dobil darila, vsaj ne takšnega, kot bi si želel. Na koncu smo bili namreč priča pravični delitvi točk. V prvem polčasu so imeli lepše priložnosti Celjani. Prvič so zapretili v 8 minuti s tem strelom Wisingerja preko vrat. V 17. minuti je lepo iz prostega strela poizkušal Požek Vancaš, na mestu je bil Pirič. Le minuto kasneje je dobro z volejem poizkušal Cvek. Lepo akcijo Maribora smo videli v 25. minuti, ko je tako lepo preigral Viler, podal v sredino, kjer pa so strel Pihlerja z glavo Celjani blokirali. O polčasu je bilo torej 0:0. Drugi polčas se je začel sanjsko. Že v prvi minuti je Maribor povedel po tej krasni akciji, podal je Zahovič, v polno pa je zadel Gregor Bajde. Nato je sledila igra predvsem na sredini igrišča, no Celjani so imeli priložnost v 61. minuti, ko je zaletel z glavo streljal preko vrat. 2 minuti kasneje je Piriča preizkušal Lotrič. V 72. minuti je Pirič fenomenalno posredoval ob težki podaji oziroma ko se je žoga odbila. V 80. minuti smo videli krasen strel Santoša, ki pa je zletel za las preko celjskih vrat. No, v 82. minuti pa najprej poizkus Požega Vancaša. Po podaji iz kota pa so Celjani preko Benedičiča uspeli izenačiti 1:1. Celjani so bili celo blizu 3 točkam na štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu, ko je v 91. minuti še enkrat izjemno posredoval Kenan Pirič. Rabiš odličen ritem proti ekipi kot je Celje, zaradi njihovega tempa. Tu, če si pravi in če imaš tisti čisto razigranost, dober sprejem, dobro odločitev v zadnji tretjini, v napadalni tretjini, potem je bistveno lažje. Tokrat nam je nekaj zmanjkalo za zmago. Par akcija smo speljali dobro, zaključja ni bilo 100%, smo bili tam gore, ampak zadnji pas nismo najdli pravi, ampak bomo že zrihtali, bomo trenirali, da lahko druga tekma bo še biti. Na koncu torej Maribor Celje 1:1.